No, takole, poglejte, ko pridem jaz v službo, tale naš operativni center, je moja naloga, da se najprej, mi rečemo, čekiram, se pravi, da se prijavim, to naredim preko računalnika. Tlele dobim tudi osnovne podatke o letu, vidim, koliko imam potnikov, vidim tudi, katero letalo, s katerim letalom bom danes letela. Ko pa vse to opravim, pa grem na en posvet s kapitanom. On mi pa da še dodatne podatke, pove, koliko časa bo let trajal, kakšno bo vreme, ali se pričakuje kakšna turbulenca, kakšne posebnosti, ali bo kaj zamude. Kam pa zdaj letite? Zdaj me pa čaka let v Tirano z našim letalom Airbus 319. Če želite in če imate čas, se mi lahko pridružite. Ste za? Ja. No, pa pojdimo. Smo odprli vrata. Izvolite, dobrodošla v našem letalu Airbus 319. Zdaj, predno mi začnemo, mi vida, povejte meni, zakaj so stevardese v letalu? Jakob, kaj ti meniš? Zato, da skrbijo za potnike. Ja, delno pravilen odgovor. Sara, kaj pa še ti misliš? Bi še kaj dodala? Ne vem, da pač kadar se kaj zgodi, da jim pomagajo, da... Bravo. No, zato, ker zdaj varnost je naša glavna naloga, vam bomo zdaj jaz pokazala, kaj vse moramo stevardese narediti, predno pridejo potniki na letalo. In prva stvar, ki jo mi naredimo, je pregled celotne opreme, ki se nahaja v letalu in katera bi nam prišla prav v primeru kakršnekoli nevarnosti. A kaj poznate od tega? Kaj bi rekla? Tole prav gotovo poznate. Baterija. Baterija, tako je. Naša naloga je, da pogledamo, ali baterija deluje. No, ker poskusej tole, vidiš, in tole. Naslednja stvar, tukaj le vidite, ja, Jakob, kaj je to? Gasilni aparat. Gasilni aparat, tako je. Poleg tega imamo tukaj še nekaj stvari. Kaj vidite še? Rukavice. Tako, rukavice, točno, ki bi jih uporabili v primeru gašenja požara, bravo. In še ene stvari imamo. Nek jopič ali jopič. Jopič, ja, to je rešilni jopič. Kako rečeš po angleško? Life jacket. Life jacket, bravo. Kar zaprita. Super. No, tukaj imamo pa še nekaj dodatnih stvari od naše opreme, ki jo je prav tako treba pregledati pred vsakim letom. Jakob, pa boš ti poskušal tisle odpreti, takole, ja, bravo. Evo, kar vam potegan. No, in tlele se skriva, tole poznate, a ne, rdečo zadevo, megafon, a ne. Tole preverimo, če deluje, in sicer s pritiskom na tale gumb. Probaj, Sara, če ti bo uspelo. Kadaj? Stisni. Tako. Klik, klik, če naredi, pomeni, da deluje. Kaj bi bila pa tale rumena zadeva? No, vam bom jaz pomagala. Temu se reče Emergency Location Transmitter. In sicer to pomeni, da če bi mi v primeru kakršnekoli nesreče pristali nekje, vzamemo to napravo iz letala s sabo in jo ob pravilni uporabi oddaja signal, kje se mi nahajamo, zato da nas lahko reševalne službe hitreje najdejo. Okej, zdaj pa gremo lahko še tlele pogledati od sprednji, vam bom še jaz pokazala tako imenovani Flight Attendant Panel. Tukajle gor pa jaz lahko preverjam tudi razne stvari, kar se tiče letala. Tlele jaz lahko pogledam, ali imam vrata odprta, zaprta, ali imam slajde, ki mi rečemo po slovensko tudi tobogani, ali so v armiranem stanju, se pravi v stanju, da jih lahko uporabim, ali v nearmiranem stanju. Skratka, vse to lahko jaz tlele pogledam. Še mogoče eno stvar, da vam pokažem, ki jo pa mi nujno moramo tudi preveriti pred vsakim letom, pa vidite tlele en tale rdeč gumb, a ne? Kaj piše gor? Ja, kratica MER, to pomeni emergency. In sicer je tole gumb, s katerim lahko prižgemo emergency lights. Tole je, Jakob, tako, ne? Tole je rešilni jopič. Vsak potnik mora imeti svoj rešilni jopič, ki je pa spravljen kje? Kaj bi vidva rekla? Ja, pod stolom. Tako, pod sedežem. A je? Ja. Kaj imaš še?
Tole? Masko. Ja, kisikovo masko, lahko daš kar meni, bom jaz prijela. Kaj še imaš? Pas. Tako, Pa pa še? Kar tole ven vzami tudi. Kaj pa je to? to so pa navodila. Kdo bo demonstriral, kdo bo bral? Jaz demonstrirala. Jakob bo pa bral. Prav. Varnostni pasovi. Varnostni pas pripnemo, zategnemo in odpnemo, kot vam prikazujemo. Kisikove maske. V primeru znižanega pritiska v kabini bi se nad vašimi sedeži odprle omarice s kisikovimi maskami. Potegnite k sebi najbližjo masko in si jo namestite na obraz s pomočjo elastične vrvice in dihajte normalno. Če potujete z otrokom, najprej namestite masko sebi in tako nato pomagajte otroku.